Lastniki novega stanovanja v Ljubljani so med uvodnimi pogovori z arhitekti poudarili, da želijo imeti resnično življenjski prostor. Stanovanje jim ne pomeni samo prostora, kamor prihajajo spat, ampak želi družina v njem skupaj živeti, se družiti in uživati. Po 3 letih življenja v njem so več kot zadovoljni. Mi jih po obisku popolnoma razumemo. Po ogledu jih boste gotovo tudi vi. Poleg mnogih kvalitet se lahko tole elegantno stanovanje pohvali še z nečim. Nudi vizualno ugodje ne glede na to, kam se človek ozre. Levo, desno, dol ali pa gor. Stanovanje meri okoli 130 kvadratnih metrov, skupaj s teraso pa je stanovalcem na voljo kar 200 kvadratnih metrov. Novo večstanovanjsko stavbo so zgradili leta 2018, leto pozneje pa se je družina že vselila v dokončano stanovanje. Gašper in Miha, živjo, povejte nam prosim, kakšno je bilo tole stanovanje, ko sta ga vidva prevzela in začela snovati njegovo zdajšnjo elegantno obliko? To stanovanje je v večstanovanjskem objektu, ki smo ga dobili, če lahko temu tako rečem, v surovem stanju. Gre za novo gradnjo. In imeli smo pač to priložnost, da smo prišli z sodelovanjem skupaj z naročnikom v fazi, ko smo lahko z nekimi rešitvami, idejami lahko vplivali tudi na neke detajle. V končni fazi smo lahko vplivali tudi na delno spremembo tlorisne zasnove in na ta način iskali in našli rešitve, ki dejansko naročniku najbolj ustrezajo. Središče stanovanja je kuhinja z jedilnico, združena v dnevni prostor, ki ga obdajajo drugi prostori. Lahko bi temu rekel, da je v stanovanju dosežen nekakšen krožni promet. To je bila tudi mala intervencija v izvorni tloris te novogradnje, da smo v bistvu naredili odprt prostor, čim več odprtega prostora, ki ima nekatere dodatke ali pa pač inserte, nekakšne fiksne elemente, tako da prostor nanizamo okrog teh fiksnih elementov, ki so pač, na primer, v tem smislu, v tem primeru inštalacijsko jedro. Skratka, da v tem dnevnem bivalnem prostoru organiziramo čim več odprtega prostora. In vse se vrti okoli kuhnje. V tem primeru tudi črne kuhnje, kot nek simbol središča hiše oziroma stanovanja. V tem primeru seveda tudi izbor črne barve, lesa, nek kontrast oziroma po eni strani sodelovanje toplega materijala z neko hladnejšo črno barvo. In iz tega centralnega dela se potem prehaja v te zaprte, intimnejše prostore, spalnice, sobe, kopalnice. Meni se izjemna zdi tudi tale vitrina, ki se drži kuhinje. Kakšna je bila tukaj osnovna ideja? Osnovna ideja je bila ta, da je treba nekam umestiti zbirko pijač, vina, dobrega žganja in to skupaj za kozarci, ampak je potem se iskala rešitev, kako oblikovati vitrino, ki je prisotna, hkrati, ko ni v uporabi, deluje kot nek drug element. In sta prišla potem z Mihatom nekako do zaključka, da ustvarimo neko svetlobno telo, iz katerega tako rahlo presevajo steklenice, tekočine in pa kozarci. In kako zanimivo, da se človek lahko navzgor pogleda v ogledalo v tej skrivnostni, misteriozni, črni barvi, ki je v resnici ogledalo, ne? Res je, to je ogledalo in sicer temnjeno ogledalo. V bistvu smo s tem elementom želeli dodatno nekako formatirati prostor kuhinje, določiti to območje sredine celotnega stanovanja. Strop, kot se lahko vidi, je slojen na vsaj 3 različne nivoje, pravzaprav nekako nadaljuje skrbnost oblikovanja tudi na stropno površino, ki je običajno v modernih interjerjih nekako pozabljena. V tem stanovanju so stropom posvetili veliko pozornosti. Najbolj poseben je tisti v kopalnici, kamor so umestili poslikano platno, s tujko imenovano barisol. Stropi meščanskih stanovanj so bili velikokrat slikarsko obdelani in tukaj se nam je zdela neka priložnost, da ta motiv uvedemo tudi v to stanovanje. Iskali smo lokacijo in ocenili, da bi bilo to zanimivo dejansko narediti v otroški kopalnici. K snovanju in oblikovanju tega stropa smo povabili
akademskega slikarja. Dime Temkov je avtor te stropne poslikave, pri kateri je v času snovanja sta sodelovala tudi otroka. Opišite mi, kako so oblikovane posamezne sobe, ki so okrog tega centralnega prostora. Mogoče na prvem mestu je to spalnica, ki ima zelo zanimivo v bistvu površino k steni, tapicirano v žametu. Poudarjen je tudi strop, se pravi strop nad posteljo je dodatno spuščen, poudarjen. K temu sodi potem kopalnica, kjer je vzpostavljena neka taka črno-bela estetika, elegantna, temna kopalnica z tudi belim marmorjem uporabljenim. Potem so na drugi strani pa še dve sobi za sina in hčerko in tudi v vsaki teh sob smo zelo prisluhnili željam in viziji samih otrok. Zato sta rahlo drugače oblikovani. V sinovi sobi je malo več naravnega lesa, tudi na stropu uporabljenega. Je polno enih malih detajlov, naprimer imamo perforirano steno za obešanje odlikovanj. Pri sobi hčerke je pa sigurno posebnost spet stropni, da temu rečemo vizualni trik, nekako na sredini stropa izrez z interno notranjo, tudi osvetljeno poslikavo. No, nadaljuje se pa zasnova še z eno kopalnico, ki je bila že omenjena, WC-jem in pa utilitijem. K razgibanemu vtisu notranje opreme prispevajo tudi močne kamnite police v dnevnem prostoru. Kar smo želeli s temi policami doseči je to, da pravzaprav delujejo morda kot del stene, a hkrati so pohištven element, nosijo tudi bokse za shranjevanje nekaterih stvari in odprte knjige. Oziroma pomembno je, da ustvarjajo nekako vizualno, oblikovno vezno nit čez cel dnevni prostor, nekako hrbtenico dnevnega prostora. Zato imajo to svojo močno prezenco, debelino, trdost in nekako ustvarijo sceno za preostali dnevni prostor in kose, ki smo jih umestili van. Stanovanje se razširi v prostorno teraso, ki omogoča čudovit razgled. Stanovanje je na vrhu bloka s prečudovitim razgledom proti Krimu. Predvsem pa je bilo pri zasnovi te terase pomembno in predvsem tudi želja naročnika, da se ta terasa ustrezno zazeleni, da se ustvari nek intimen zunanji prostor, ki prepreči neke morda neželjene poglede v okolico. Pravzaprav ne preseneča izjava lastnikov, da sta sicer odraščala v hišah, a si nikoli več ne želita živeti v hiši. To stanovanje je več kot odlična zamenjava za hišo.